Maj, začneš, izvoli. Jaz začnem, pa če ne vem, kako začeti. Ja, najprej pozdravim vse, pa tako, ne? Pozdravljeni vsi, dragi moji. Pozdravljeni, jaz bom danes začel, zaradi tega, ker ne vem ničesar. Mama mi je pripeljala 2 Štajerke, tako da se bo lahko 3 Štajerke name spravljale. Ti nisi Štajerka, no pa so že 2. V glavnem, tako da bom pustil kar, da se punce predstavite same, potem pa bom imel kup vprašanj. Ne, bom pa jaz začela malo bolj uradno. Dobrodošli na podcast Akt. Od spodaj imate, se veste, tisto rdečo tipko, da se lahko prijavite na najn, se pravi, in podprete Akt. Ne vem, še vedno moram iti gledati prav v slovar, kako se subscribe. Naroči se. Naroči se tam od spodaj. V glavnem danes, kakor vidite, ne, je Maj zavzel moško pozo, kakor to jih ponavadi ne zanima, o čemer se bomo danes pogovarjali. Pogovarjali se bomo danes o čiščenju in to o čiščenju zunaj in znotraj. O tem, da je treba narediti najprej red znotraj sebe in potem zunaj sebe in to na ekološki način. To pomeni, da ne bomo šli v vase s sekiro in s pinceto in z nožem in si izrezovali vse svoje prepričanja, ampak to je treba narediti tudi, to je treba narediti z ljubeznijo in jaz vedno rečem ekološko, no? Da pa seveda o zunanji ekologiji ne govorim. Danes sta z nami res 2 čudoviti ženski, ki sem jaz ko sem se z njima prvič srečala, v bistvu smo se sam slišali po telefonu in sem rekla, no, to me pa zanima, koga bom zdaj srečala. In kot vedno dobim taka bogatstva v teh srečanjih oziroma mi življenje nakloni take ljudi, da ostanem brez diha. Dobrodošli, pozdravljeni in se res pravzaprav vidve kar sami predstavita. Mogoče enkrat za spremembo, da vidve povesta, kaj sta vidve, oziroma vidve boste najbolj povedali tako, kot se vidve tudi doživljata. Izvoli. Ja, moje ime je Alenka Küger, tako da jaz sem danes tukaj pri Zvezdani, tako da hvala, da smo lahko tukaj z Tatjano. Kaj sem jaz? Jaz sem ženska, mama, prijateljica, predvsem pa pozitivno naravnana. In čistiti moramo vsi, tako kot si povedala. Pa, veš, ko sem pač jaz se s tem ukvarjala kot otrok že in se pač čistila ene take delavnice tam, ne bom pozabila tega vonja po teh od traktorja, ta dizel, in kako je to smrdelo, koliko čistil sem mogla tam uporabiti. In včasih sem to naredila po diskoteki, najprej greš plesati in se zabavaš, pa se spomniš, jutri mora ta delavnica biti še čista in seveda potem greš tudi ob 2, 3 in očistiš, narediš svoje delo, da boš dobil denar in da boš potem lahko šel spet pač dejansko ven v life, da boš imel denar. Teda to so bili moji prvi začetki s čiščenjem. Danes pa je to malo drugače, k temu pa kasneje. Ti, Tatjana? Jaz sem Tatjana Zaman, prihajam iz Šmartnega policiji. Moja pot, kaj sem jaz, začela sem pred 25 leti že svoj čistilni servis. In vedno sem rada čistila, že tudi kot otrok, sem imela vedno rada lepo, ampak vedno sem gledala, da ni bilo teh čistil pa vsega, da je bilo to bolj vse naravno. In tudi, ko sem čistilni servis odprla, sem že takrat dala naziv ekočistilni servis. To je bil moj naziv, prvi. No in potem smo se preusmerili na DH5, ampak že takrat mi je bilo vse, kaj bi jaz imela to ekološko. In so včasih me je kakšen rekel, kako to misliš ekološko? Ampak in 2014 sem spoznala Alenko, ker sem tudi strmela za tem, ker smo menavali v svoji hiši okna. In sem rekla prodajalcu v Mikcelju, imate vi kakšno stvar,
da bi mi lahko čistili to naravno. Ta velika okna. To sem jaz isto Ta velika vprašala, okna tele, ki so mi okna tlele. In vse se reka, Montira. jaz kot toliko časa že to počnem, to se vse z leti obrab in ni več lepo. In je rekel, ja, poznam Više. neko avstrijsko podjetje in eno Lenko, ampak to za vas ne pride v poštev, ker je ona v Avstriji, pa tako. Sem rekel, ja, dajte mi številko, bom jaz to poklicala. No in tako smo se z Lenko srečali. In največji izziv mi je bil, ko sem je smela upečen obraz takrat, leta nazaj. In sem Opečen imela obraz? opečen obraz, Kaj pa si delala? ekonom lonc. In me je Lenka takrat videla in je rekla, veš kaj, najprej bomo mi probale na tvojem obrazu. In, Ja. to so res taki dosežki in sem rekla, Lenka, še enkrat hvala. Še enkrat hvala. Kaj pa sta probale? Ja, tudi jaz sem imela velik izziv pred Tatjano že. Po kontracepcijskih tabletah sem dobila te fleke, take sive madeže na koži. Mi imenujemo Altersfleck, ne, ampak jaz še nisem bila tako stara, ne, da bi zdaj pač imela te starostne pege. Ampak enostavno mi je uspelo z našo tkanino, ki je 100-krat tanjša kot človeški las, tole na mehanski način odstraniti, potem pa od zadaj negovalno kremo, ki je dejansko od znotraj navzven spet obnovila povrhnjico, da je prišla do tega, kar sem danes. Tako da je tudi Tatjana to sprobala, se pravi najprej globinsko čiščenje z temi tkaninami, pa potem tole negovalno kremo in danes obe dve smo tukaj res? To pa brez nisem madežev vedela. na koži. Jaz sem imela res rjave, vse tako. In sploh Tukaj, veš, je podcast, lahko govorimo tudi fleke. Aha, okej. okej. Televizija, Ja, okej. televizija, ker moramo malo paziti, kako govorimo. Ja. Tukaj pa... In takrat sem jaz hodila Hadamičeve med, ki je rekla, to smo naredili, kar smo naredili. In jaz se nisem da še vedno ne v redu, pač in to mi je bilo namenjen v življenju in meni je bil potem sem rekla, ta pot je zdaj, da jo jaz nadaljujem in res naredimo nekaj iz tega. Ne. No, ampak gremo naprimer najprej k temu, da ti si rekla en stavek zadnjič, ko smo se srečali in ki ga jaz pač ne morem pozabiti. Ne. Gre pravzaprav za eno gibanje, ne gre samo zdaj gre za gibanje. In ti si rekla, se spomniš, za koliko zraste v enem letu drevo? Točno tako. Zdaj, če mi pogledamo, da je veliko stvari danes hibridnih, to pomeni, nekaj pride na trg, pa je malo tukaj, pa ga že več ni. Ja, nekaj pač so naredili in je to, tako kot pač vemo, če je nekaj hibridno, ne mora biti na dolgi rok, ampak je samo na neki kratki rok. Tukaj sem, v redu, pa me več ni. Tako da Enjo pa jaz tukaj vidim kot naravn proces spreminjanja naših navad, spreminjanja nas, sebe, od znotraj in od zunaj, kot si prej lepo rekla, in to na naravn način, ker če mi si bukvo danes pogledamo, in tale bukva seveda je velika, je gromozonska, ampak potem si pogledamo, dajte v gozdu res pogledati, male te bukvice, ki so še zelo, zelo mlade in potem dobi ona poganjek in iz tistega poganka so potem take črtice noter, predno je še listek, na sami vejici je samo mogoče za kak centimeter in to pomeni, ona je v enem letu zrasla za ta 1 centimeter. Mi jo vidimo samo kot mogočno, kot ona, ampak mi pozabimo, da je za ta 1 centimeter tudi ona porabila svojo energijo, porabila svojo vodo, črpala od tega velikega drevesa, da je malo drevo zraslo. In to je naravni sistem. In tako tudi jaz vidim naše delovanje tukaj v Sloveniji, ki je pač nov trg, kjer zdaj tukaj orjemo ledino, kot lepo rečem, korak po koraku, da je naravni proces. Da je naravni proces in da to doživimo, to začutimo, rečem, to pa mi zdaj pomaga in s tem lahko nekaj spremenim, kot je Tatjana lepo povedala. Ja, ker jaz podpiram, mi da v podcastih podpirava, se pravi permakulturo, vrnitev k naravi, ohranimo prst, v vsakem primeru vse naravno. Ne? In jaz, ko sem se pripravljala na vajen z vama, razmišljala predvsem, sem rekla, to je res noro. Mi o tem,
zaradi tega, ker seveda vsi jemljajo, to je komercialno sporočilo in ne vem kaj še Ja. vse, v bistvu o čiščenju, o tem, koliko plastike in koliko kemije uporabimo mi vsak dan doma, sploh ne govorimo. Ker se bojimo, česa se bojimo, mislim, komercijale, ali zaradi tega, ker je tako močna ta industrija druga. Ne? Kaj, mislim, to je zanimivo. Kaj ti z tem, ko mi čistimo, se pravi, kar sem prej rekla, noter in od zunaj, če tudi od zunaj začnemo z manj, to se pravi, zdaj že vemo, da je manj odpadkov, ne? Pa da ločujemo odpadke, da kupujemo v refuzlu, da, naprimer, moja prva stopnja, kar se tiče čiščenja, je bila to, da sem tudi refuzo čistila kupovala, nisem več toliko teh plastičnih, nimam teh flaš, imam pa zdaj toliko špric več, ne plastičnih in tako naprej. Ampak v vsakem primeru ves čas kemija, ne? Kaj bi pa ti k temu rekel? Jaz sem se rodil v pralni prašek in Stelex, tako da jaz ne poznam drugega sploh. No? Tako bi si rekla, na refuzo smo tudi mi začeli zdaj vzemati, jaz se ukvarjam s tem, nekimi stvarmi, kjer v bistvu dosti perem in sem zadnje čase začel ugotavljati, v bistvu, da je velik problem, so čistila, meni se zdi ta sploh pralni prašek, mehčalec in podobno. Ne. Si ga začel zaznavati že, da te moti? Ja. Ampak ne moti tako, da bi ga zaznal energijsko, ko ga dam noter in začenjam čutiti tako malo krivda. Ja, tudi vidiš, da mi tle v naravi živimo, ne, jaz sem samo kratko grejo, ta čistila noter, pa imamo vse Pa mi smo tako po regalcih, se pravi, da ne gre direktno v zemljo, ampak na nek način pa nekaj pa le gre, ne? Ja, seveda. Kroži. Taki, da Definitivno cigarete gre. pobiramo dol iz stal, veš, imamo polne žepeček, tisti, ki kadi filtre, boh ne da bi kaj padel okrog, ne, tako. In točno to je tukaj. Mi se zdaj srečujemo z tem, ne, Tatjana, da nam potem pač ljudje rečejo, pa ni vonja, kako bom jaz zdaj to ti tvoj eni uporabil, če pa ni vonja. Ne? Pa pravim, zdaj pa si predstavljaj, zapri oči, pojdi v Lasko, pojdi na sredino gozda in si predstavljaj tukaj zdaj tale von po tem tvojem meščalcu čistili. Ne, tu pa ga ne rabim. Čakaj, zakaj pa ga tam ne rabiš? Pa tvoj dom je tudi narava. Sem jaz spet, jaz ne vem, kaj je enjo, kaj je enjo. Aha, veš, kaj je enjo. No, pa dajmo najprej, kaj je enjo, pa bomo to povedali, ne? Enjo je... Dajmo povedati. Ja. Enjo ime izhaja od Engel Johannes. Okay. Engel Johannes Enjo. Okay. Ja? Teda včasih nekdo reče enjoy. Okay. Jaz rečem, uživanje pride kasneje, ne, predaj ima Enjo. Enjo je dejansko razvil 1985 tkanino, ki je ločila olje od vode. Kako, na kakšen način? Na mehanski način, Okay. 6krat je obdelana tkanina, 5 Okay. let so jo razvijali, da so prišli do te funkcije, da ona, ko je rahlo navlažena, ja, ona na sebe vleče maščobo, odbija pa vodo. In zdaj, ko mi mehansko tole malo navlažimo in gremo po površini, ona razgrajuje to maščobo, te delce umazanije, ki najde in vpija. Odbije pa vodo. In to je princip tehnologije, to zdaj ni navadna krpa, ampak je To je tehnologija. fizično noter. možno. To je fizično možno. Okay. Ja, ker tam ne imamo vljivca, ali boš prinesel. To se pravi, to je ta to pomeni, da so to je tehnologija, ki Obstaja že. 30 let je zdaj to na trgu. Veš, da jaz sem se zdaj pogovarjala z eno, ne vem, kdo mi je rekel, pravi, da je bil v Kanadi pred 10, 12, 20 leti, ne nekaj takega, in da je tam nekje v gospodinjstvu videl, da samo s krpami, da si jih je prinesel, ampak pa pač ni imel več kontakta in tako naprej, da so v bistvu to že obstajalo, te ideje definitivno obstajajo, ne? Tako da 30 let je to zdaj po celem svetu. Ja? Je pa proizvodnja v Avstriji. Proizvodnja v Avstriji, razvoj se je v Avstriji zgodil in zdaj oni šivajo, ja? Mi šivamo, dejansko bi lahko rekli mi, ker je tudi Enjo Slovenija, šivamo vse v Avstriji za cel svet, zato ker tukaj lahko mi kontroliramo, odkot prihajajo surovine.
Ker če zdaj mi gremo na spet, ne moramo mi zdaj, ne vem, kar nekje nekaj proizvajati, pa reči, mi imamo pa naravno čisle, ampak mora biti eno z drugim. Teda tudi proizvodnja je v sozvočju z naravo, tako da ni dela otrok, ni ničesar od zadaj. Iz česa pa je narejena? Tkanina sama pa ima različne surovine, tako da tukaj imamo mi dva poliester, tu imamo mi dva, akril, bombaž, A je viskoza. reciklirano, okej. In točno tako, to pomeni, da po učinkoviti uporabi, ko nas gubi učinkovitost, kar pač merimo na barvnem indikatorju, mi te tkanine vrnemo in te tkanine se ponovno predelajo za polnila kavčev, avtomobilov, sedežev in take stvari, se pravi, da je krožen sistem, da res ni odpadkov in zdaj si ti tukaj res v eni super čudoviti naravi. Rekla si zadnjič tudi na pogovoru, da odpadke moraš nositi tudi jih dol peljati. Ja, zaradi tega, ker imamo medvede tle okrog, se pravi, ne smemo imeti zunaj odpadkov nikakor, da jaz fizično vidim, koliko Pa smeti kuške, naredim, ne. pa kuške imamo tudi. Niso toliko medvedi nevarni za smeti, kot so kuški. Jih lahko Tako da bi jaz rekla, da je pri tebi seveda Enjo ena velika pridobitev za tebe, da imaš ti manj dela, ne? Ker prvič v trgovini ne rabiš iskati čistila, ja, sploh se ne rabiš ukvarjati s tem, čistilo pa krpo, pa ne vem koliko vode, teda tale tvoja voda, ki je zdaj tu sicer mehka, pa kjer imaš studenec, je to? Ja, ker ti jo imaš tudi, ne? Ampak ti ne boš imela odpadkov, ti ne boš dajala čistila na površine, v odtoke, pa v naravo. Si predstavljate, kaj dejansko danes se zgodi, pa koliko je tega? Koliko je tega, Tatjana? Jaz vidim v 25 letih, ko imam servis, kaj je to odpadkov, koliko je to ene stvari. Zdaj, mi tudi čistimo te dohovska naselja, mene srce boli. Res, ko vidim, kaj se dogaja in da ni glih zmanjšanje tega, ne? Da ljudje premalo to gledajo. Ne? Jaz ko to razlagam na vsakem koraku, ki jih poznam, kako je to pomemben in mi samo rečejo, da sveta ne bo spremenila, ampak jaz rečem, pri sebi sem že spremenila. Ja, mi bomo Vsak pri spremenili sebi. svet. Samo niso zdaj veliko enih zakonov, da ti ne smeš, recimo, mislim, za te plastične vrečke so ful drage v trgovini, mislim, ful Ja, drage. ampak poglej. Pa biorazgradljive so, pa A veš, kaj kaj imamo je še, to- ja, pardon. lesene palčke za jest, slamce morajo biti lesene in tako. To nič ne zavira. Slamce so še vedno plastične pred CD-viti. A so? Kaj tvoriš v lokal? Tisti, ko še omaja, ko še ima Ja, stare stare zaloge. Ne, čistila so vsa v teh plastičnih, in veš, teh celo trdih, ne. Jaz tudi to, ko to vidim, ko jaz, na primer, kakšno čistilo prazno odvržem noter, prvič ga ne morem zmečkati, ker je taka trda plastika, več prostora zavzame in Pa 3 različne vrste plastike so gor, to ne moreš ti reciklirati, ker je ena plastika, ta trda je ene vrste, ima ta mehko in neki druge, Ja. šprica je tretje, Ja. še malo aluminija je noter, ne? ja. In če ti pogledaš, se mene nasploh moti, ne samo plastika, mene moti tudi, ko naprimer so vse te škatle, dobiš kakšno lepo stvar, zelo lepo, pa ali pa v eni škatli, pa v drugi škatli, pa še pošljejo v tretji škatli, pa jaz rečem, pa kaj je treba toliko papirjev, ne? To je eno, ne? To je zdaj to zunanje. Ja. Zdaj pa, če pa gremo na tole notranje čiščenje, pa zdaj pomeni, kako jaz razmišljam o življenju. Kaj je za mene življenje? Če jaz zdaj špricam z kemijo, če sem z negativnimi ljudmi skupaj, če sem z nekom, ki mi pije mojo energijo, pol to ni življenje, pol je to kar dejansko sem tukaj, Ja. pa živim pa ne res. Če pa zdaj lahko v sozvočju z naravo, če pa lahko v sozvočju z pozitivnimi ljudmi, ki rečejo, jaz pa sem pripravljen nekaj spremeniti, jaz zdaj lahko spremenim svet. Ja, sem pripravljen. Se pa poglejmo, ja, da veliko je enih, ne, ampak če mi pa skupinsko to naredimo, zdaj že imamo Tatjano, tako da jaz vas prosim, če se nekdo najde, pridružite se nam, tako kot si rekla, gibanje. Mi lahko spremenimo svet in hitreje nam bo uspelo, če bomo to skupaj naredili. Notranje se začeli zavedati, kaj mi dobro dene, kaj me dela srečno, kako lahko uživam, kaj je to, sem na morju, pa sem na plaži, pa je samo morje, pa plaža, pa jaz, pa ni plastike. Ja? Pa sem v gozdu, pa je samo narava, pa jaz,
pa ptički. Ja? Pa sem doma, pa bi bilo tudi fajn, da je samo dom, pa naravne sestavine, pa naravne površine, pa brez čistil, pa jaz. Pa se to je res, o čistilih se res nikoli ne pogovarjamo. Pogovarjamo se o kemiji v hrani, v kremah, naprimer, v laseh, zdaj smo tudi zobne paste začeli malo razmišljati, kakšne so, ampak v čistili, jaz zdaj ti to pomislil, jaz nisem, razen mogoče pralni prašek, ampak čistila pa nisem nikoli pomislila. Mislim, drugače, odkar čistim, odkar sam živim in čistim sam, sem opazil, zaradi tega, ker se je tudi začelo s tem, da sem kar vse s papirnatimi brisačkami brisal, pa je papir, ki je prepojen s kemijo, pa sem tudi imel te neke krpice, pa sem začel razmišljati, ampak ni pa logično, ne? Nekako, ker ni logično, da v bistvu ti, ko spereš tisto, gre tisto vodo in voda gre, to pa do danes nisem začel zares razmišljati, ne? Ker si skozi predstavljam, tako pobrišem in pustim, ne? Ampak enkrat na mesec vse ne moreš kar umiti, ne? No, jaz bom zdaj rekla, naprimer, moje izkušnje in zato vem, o čemer govorimo, kako težko je to spremeniti. Jaz, se pravi, sem redoljubna, čistoljubka, ne, ti tudi, in vidve sta meni dali tisto krpico za obraz, ne, in jaz sem prišla domov z temle make-upom in ti si mi, kdo mi je, v glavnem poslala, in malo sam, da je mokrega gor in si počisti obraz in pa da je posušiti, ne, in jaz si dam ti dol, kakor tok, pa se mi je zdelo, da ni mogoče dovolj mokro, pa sem že malo kar orang zmočila, pa tako, v glavnem to so še, ampak sem verjetno dala preveč vode, ampak to sem si dala dol in potem gledam tist gor, ne, in vse, to je nemogoče, da jaz zato dam sušiti gor, pa naslednji zistim. Nemogoče. Nisem mogla, da bi jo dala sušiti za naslednjič, ne da bi jo oprala. Veš, nisi edina, ne, nisi edina, gre da stranke tudi to se srečujejo z tem, zdaj pa moram splahniti. Ja? Rečem, to je zdaj samo neka navada, ki ti jo nekdo dal, nekdo ti je povedal, zdaj ti moraš to splahniti. Pa to je 50 let stara navada. In zdaj sploh, kar se tiče obraza, potem rečem, v redu, mi imamo zdaj v kompletu 5 blazinic, vsak dan uporabi eno, ne razmišljaj, bodi v svoj navad, samo da boš sprejela, da boš rekla, ok, ona meni zdaj že pomaga, ne rabim razmišljati, bom jo sprala, ne bom sprala, očisti, daj v pralno vrečko, vzami drug dan drugo. Ja, da pride noter in potem, ne, ampak zdaj pač, če daš pač eno, pol pač moram ti tako razložiti, ne, ker manj vode je več rezultata, manj izdelkov je več denarja, več učinka in vse to. Teda mi gremo tukaj za našo filozofijo, za našo navado življenja v manj, pa tisto več uporabi. Manj je več. Manj je več. To je moja priljubljena filozofija. Ja. No, zdaj pa vidite, razložite, kako to dela. Jaz sem tudi probala v kopalnici, ne, in nekaj ni dobro šlo, pa sem tudi že bila na tem, da bom malo bolj zmočila, ali kaj bom naredila. No, tokrat sem jo pustila in se tam suši gor. Tatjana, to boš znala boljše. A je treba prej vse očistiti, ali kako to sploh začneš? Najprej prah. Kar je praha suhega, se najprej očisti z oranžno krpo. Oranžno krpo. Potem pa z rokavico vedno manj povlažiti. Tudi če je vodni kamen, recimo, da je manj povlaženo, bolj gre stran. In vidiš, kako vodni kamen topi. Ne? In pol, ko gre še enkrat, zdaj govorim, da je to sloj. Recimo, kaj to je problem vodnega kamna strašen v teh tuš kabinah, in ženske pol zgubijo malo vole, če takoj ne gre, šlo je pa gor mesec ali pa 2, ampak potem gre to dol po slojih. Tako, ko gre gor, tako gre dol. Je treba malo potrpljenja. Ampak, ko mi manj vlažimo v rokavico, je boljši efekt, večji efekt. In potem, ko vidiš, da gre dol, lahko še mehen povlažiš in pa vse brišeš in potem so učinki.
Se pravi, vodni kamen lahko s krpico. Vodni dodaš. kamen s krpico. Samo da začneš bolj na suho. Jaz moram danes drugače stanovanje pospraviti, ne? Tako da Ja. lahko mi da slepo, da preverjam. Z veseljem. Tale vodni kamen. Ja. A je pa z maščobo isto, ne? Z maščobo. Na kuhinjskih napah, Ja, ja, na ko kuhinjskih imamo napah. tale rozfraj, to je bil Ja. tudi moj veliki izziv. Ja. To je bil moj tisti prvi korak, zakaj sem se odločila za Enjo, zaradi tega, ker na rozfraju nisem mogla spucati. Rabila sem vedno moško roko, da je potem to zrivala, zglancala, ne, ker jaz sem pač čistila, pol pa sem rabila, da je to bilo zglancano. In tukaj sem jaz res doživela tisti wow efekt, da je šlo samo za krpo, ja, mi zdaj zeleno krpo. Zelena krpa ima tako pojačane tudi tako malo delce, ja, in zdaj jaz kar obračam, se pravi tukaj, zdaj grem malo razgredim maščobo, malo obrnem, pa še malo poribam, pa spet obrnem, pa spet in naenkrat ono, zdaj pa je že gladko. Mogoče na začetku je še malo, Ja. kako bi mi rekli, bremzalo, ne? Ni šlo naprej, ker je pač maščoba, potem pa naenkrat je že gladko, naenkrat je že gladko in to pustim res vsakemu doživeti. Ja. Da, to bomo mi danes naredili. To bomo danes naredili, ja. To bomo danes naredili. Bo še Jaka to danes malo bolj v živo posnel, ne pa da bomo probali. Ampak brez vode tudi vidim. Ne. Manj vode. A veš, Manj. mene tudi na primer vidim, da kakšna sila je v tem, imam, da bi morala pa še splahniti, a veš, da se prav slabo počutim, ker ne splahnem, ne? Ali kako? Voda je naš naravni vir. Ja. Prosim, Tatjana. Ja. Naravni vir in mi smo ga pozabili čuvati tudi. Ja, Veš, to je- koliko vedro ja. vode porabimo, pa na tleh nosto polivamo, pa vse v marce. In če zdaj pridemo mi v kako poslopje, v šole, naprimer v vrtce, kjer so mize. Veš, Ja. kakšne so mize, one začnejo cveteti. Ja, Samo ja. od te Od preveliko preveliko vode, ne? Pa tudi na koncu parket, ne? Vse. Jaz recimo, če smo, ne vem, kuhno ali pa, ne vem, tale prostor je ogromno, ne. Zdaj, če bi ti rekla, da bi jaz tukaj porabila 3 litre vode za tele okna, bi rekla, to pa ni mogoče, a ne? Ne, seveda ne. Ampak je mogoče. Je mogoče. To, jaz sem tako ponosna, ka imam to, ka stranka, jaz ne rabim njihovo vodo. Jaz prinesem nog sabo, ka imam mehko vodo in mi je to super. Prinesem liter pa pol vode in imam čist dovolj za en stanovanje, recimo. Ker kaj se zdaj zgodi, veš, s tkanino, ko jo splahnemo? Ja. Zdaj si moraš predstavljati, da je vsaka tkanica 100-krat tanjša kot človeški las. Aha. Ja? In zdaj, ker so one tako tanke, se one premikajo. In potem na sebe vlečejo to maščobo, vodni kamen, umazanijo, ki jo najdejo. In zdaj ona srka gor in zgoraj nabira. Aha. Zgoraj nabira in če bi jo mi zdaj preveč otežili z vodo, se te vlakence ne bi mogle krožiti, ne bi mogle A, to delati. je to, aha. Plus tega bi mi vse te prazne delce napolnili z vodnimi molekulami. Namesto z umazanijo. Potem umazanijo. ona nima efekta. Zdaj, to je napačen način z to tehnologijo. Aha. Mi vemo, da pač smo zdaj kar navajeni, da z viledo, z krpami kar nekaj Ja. pobrišemo, gremo splahniti, spet pobrišemo, spet splahniti. Ja. Tukaj tega ni. Mogoče porabimo malo več krp, kot je rekla Tatjana, ampak tiste z efektom, tiste z temeljitim, globinskim čiščenjem, pri vsakem čiščenju čistimo globinsko in na koncu površino osušimo. In to je znatna razlika. Mi smo zdaj bili v vrtcu, je ravnateljica rekla, mene najbolj moti, da so zjutraj tla očiščena vlažno, Ja. otroci pridejo noter, je tukaj že neka nevarnost. In zdaj, bomo to čistili na suh način in ne bo te nevarnosti za otroke. Ker prvič se na suho najprej očisti, že 60% vse umazanije, pol pa rahlo vlažno in se takoj posuši. Zato, ker ni toliko vode. No, to je pa tudi en zelo zanimiv, to pa nisem vedela, namreč jaz imam tudi tle parket, ne, in imam vedno malo slabo vest, ki se z mokro, ne, tole, ne.
In potem dolgo traja, da se posuši. Ja, pa tudi res ni dobro, ker ne smeš vlažiti tega. Ne? Točno tako. Čim manj je. Ja. Ker vmes, se pravi, to so zdaj ti, ki so tako lepljeni, ne? Se prej smo imeli druge parkete, ki so bili pač dejansko drugače zlepljeni zgore, potem ne ves premasnjen, je bilo malo drugače. Zdaj so pa vsi ti gotovi parketi, gotovi laminati in je vmes odprto. In tukaj vmes pride voda in to začne cveteti. Ja. A tebe še kaj zanima? Mene zanima tudi, a to pomeni, da del čistiš, da moraš fajn pritiskati, pa fajn drgati? Mene ful stvari. Mene veliko stvari zanima. Okej. Bolj si nežen, bolj delen, ker vlak ne more dihati. V bistvu se O mora čem to zdaj govorimo? O A premiku. ja, v krpice? A ja, Te poboža malo, da ti pokažem. okay. Se že prej sama. Malo, kako je to, zdaj me zanima, zdaj, ko se to pogovarjava, ti je dolg čas, a je to res razdeljeno na moško in žensko temo, ali kaj bi ti rekel? Namreč, Nisem, ne bi rekel. No. Mislim, iz svojih izkušenj, kot vedno govorim iz svojih izkušenj. Ne, jaz že 5 let sam, vsak petek stanovanje čistim sam, redko kdaj, mislim, imam pomoč od hčerke kdaj. Ampak drugače sam čistim, meni ni problem, jaz to delam, zdaj ko dajamo ta stanovanja gor v Kranjski gori, jaz tudi 4-krat na teden, 5-krat na teden stanovanje, 6-krat na teden stanovanje spucam, In če smo zdaj na času, ker si ti vprašala, veš, z enijo boš porabil manj časa. Tako da, če si zdaj 4 ure porabil, boš potem 2. Bi bilo to fajn? Ja, seveda. Ne, zanima me tako, recimo, ko ste rekla prej, da po barvi veš, kdaj je hin, bi rekel, ne? ja, Ja. je to. Kdaj je konec, kdaj je, se pravi, ni več uporabno. Enjo je pred 2-3 leta zdaj že nazaj, je razvil barvni indikator. To je naša inovacija. Barvni indikator pove, dokdaj je tkanina učinkovita. Mi trdimo, da je čiščenje z enjo, kar je tudi dokazano, ne samo da trdimo, 6-krat bolj čisto od običajnega čiščenja. Na kakšen način? 6-krat bolj čisto pomeni zato, ker mi mehansko očistimo, globinsko, posrkamo na sebe umazanijo in od zadaj tudi pobrišemo. In če bi mi dva šla po HACCP, jemati brise na eni površini očiščeno z enjo, na drugi površini očiščeno običajno za čistili, je naša površina 6-krat bolj čista. A da je galanta, to je res. Res. Sigurno. Zakaj ja? Res. In kad jaz kad takole pokažem komu na kakšni mizici, v lokalu primer, sem nazaj. Jaz sem rekla, ok, en vogavček. In se je prav videl, oddelek že, da je tisti vogavček očiščen. Ker mi danes za čistili mažemo, nanašamo en sloj na drugega. Tako. In zdaj pa, da mi se pa zanesemo na krpo, pa rabimo tale barvni indikator, ker tkanina se obrabi kot avtoguma. Veš, avtoguma tudi, jaz se vozim veliko kilometrov, bom pač v eni sezoni jih mogla menjati, nekdo drug pa mogoče 3 sezone. Ja. In zato je fino, da se mi sicer zanesemo na tkanino, ampak ko se ta črna okence obarva v svetlo modro barvo in je v celi dolžini svetlo modra barva, takrat je ona zgubila učinkovitost in takrat pokličeš, rečeš, Alenka, Tatjana, Akcija. ona je zgubila učinkovitost, gre naprej v predelavo, jaz pa rabim drugo. Ok, hodo. Ampak, Ja, ne, veš, zdaj sem ravno, sekunda. Ne, to, ko ste rekla, da se nanaša, zaradi tega jaz prvi uporabljam dezikim, alkohol, ker se mi zdi, da ko pošpricam z alkoholom, te pa ni več nič gor, na površini. Ne. Ja, kam pa gre ta alkohol? Shlapi? Aha, vse? Ja. Še več. kaj se zgodi, ja? Zdaj, alkohol je sicer super, ne, tudi nekdo reče, kis, alkohol samo nekaj časa, ampak je spet neka tekočina, ki si jo ti dal na površino in je spet nekaj, kar je agresivno. Vsaka površina pa ne rabi agresivnosti, ne sme imeti agresivnosti. In tale alkohol bo deloval samo nekaj časa, potem pa bo izklapel, na površini bo pa mogoče ta tekočina še ostala in bo šla globinsko v pore. In potem je pa mogoče v mikropori pa umazanija od prej ostala, ti si zdaj sicer dal alkohol čez,
pa diši, pa kao je se ustavil proces, bakterija pa vedno rabi vlažno okolje. Okay. In zdaj si dal ti vlažnost, in potem se lahko razvija. Ampak v alkoholu ne more uspevati bakterija. Ne, ko polni slapi, je pa voda. Aha. Je pa neka tekočina. Okay, ja, razumem. Vidiš, kako je to? Aha. Tako da gre se za to, da mi dejansko ne rečemo, zdaj ti ne desinficiraj, ampak mi rečemo, najprej očisti, pa če je predpisano, pojdi čez in desinficiraj. Ampak ne maži enega gor na drugega, ker takrat nismo nič naredili, ampak prej odstrani in če smo zdaj spet pri koži, pa spet pri notranjem, mi imamo neke vzorce, potem pa nalagamo še vzorce. Ampak če jih mi nismo prej očistili, bo potem to spet en vzorec ostal v nas, pa smo še enega gor dali. Tudi teh vzorcev tudi ne more z alkoholom. Ne. So že probali. Vidiš, ful je vzporednic z znotraj in zunaj. Vzporednice vzorci od znotraj, da moraš odstraniti vzorce, ampak ne z novimi vzorci. Ne se to delamo, ne prepričanja, ali pa kaj takega. Recimo, ne vem, ta vodni kamen, ki se nabira na tuš kabinah, to tudi, kaj sploh ne rabiš, sam čisto malo vode, samo karpo in karpo in čao. Ja. Zdaj pa, če pa se vrnemo na tisto, kot je prej Tatjana rekla, če se je pa zdaj mesec, dva, mogoče dalj časa nekje nabiralo, potem pa mi rečemo, kako bi nam pa zdaj tukaj pomagalo, da zdaj ne bom spet en cel teden porabil za to. Je pa Enio razvil potem ene naravne dodatke, mlečno citronsko kislino, v taki mali flaški 300 ml, ki jo mi po kapljicah doziramo, to je recept naših babic, mlečna citronska kislina, ki bo nam pa hitreje stopila vodni kamen, da bomo ga mi potem z tkanino lažje odstranili. Pa spet na začetku mogoče tole uporabi, potem pa tega ne rabi. In zato mi rečemo, ko se odločiš za metodo Enio, čistila ven, Enio not, ker kaj se zgodi? Če še ostanejo čistila v pomivalnem koritu v kopalnici nekje na polici, linija na manjšega odpora, to sem navajen tom naredil, če ravno imam tam zdaj Enio. Pa mi dve kličemo čez kaki teden, pa še najnavanja, ki pač skrbimo za stranke, rečemo, kak ti gre, kak si zdaj nadušen? Jaz se še nisem probala. Čakaj, zakaj zdaj ne? Ja, veš, ker sem kar vzela tisto, kar imam. In zdaj pač res rečemo, ti zdaj Enio ti bo pomagal, ampak tudi ti ga moraš uporabiti, da to ne dela samo. Roko že trebaš dati not vlažnost, malo vode in potem nekaj bo naredilo, vsak dan malo in uživaj ob tem. Uživaj ob tem, ker takrat, ko boš ti zaupal temu, kar delaš in užival, bo energija stekla. In bomo za njo šla. Ker moramo imeti čisto. Mislim, je meditativno to, ko pucamo, pa pomisel od nekdaj je ta pregovor spomladansko čiščenje, ko ven vržeš zimo in vse iz hiše na novo prerodiš. Jaz vem, da imam zelo rad, da si dam slušalke v šesa in v stanovanju spucam. In v stanovanju nula spucana. Prijatelji, ki me poznajo, pridejo tja in so začudeni, ker imam res rad tako. To pomeni, da boš ti. Je meditativno, ker vsakič, jaz imam večkrat naredil ta spomladanske čiščenje, jaz pomečam vse, kar se da. Jaz imam par stvari v flat, res minimalistično. To se vidi moški, ne? Se vidi moški, super. Ampak to me zanima, kaj potleh tudi brez vode, ali kaj? Vodi. Brez vode, z malo vode. Bomo naredili potem test na tam na parketu, kaj vidim. Bomo ta test naredili. Bomo to tudi posneli, boš jaka to, boš tako da upam, da vas zanima, da vam to tudi pokažemo. Tako da je pač malo taka neobičajna. Tudi če vas ne zanima, bomo pokazali. Ne, to zanima tiste, ki se dejansko hočejo, namreč to je zdaj. Zadnjič smo imeli permakulturo, ki govori o tem, da ni treba prekopavati. Jaz vem, da sem najmanj dva prepričala. Za enega pa vem, ki je moj prijatelj in je rekel, ne, kar prekopal. Jaz ne morem, da nam bom prekopal. Tako je moja mama, ki se mi permakultura predstavila, je rekla, ne, jaz bom še kar kopala. 3 leta kasneje. 3 leta sem rabila, da nisem šla z lopato več v zemljo in jo obračala.
da sem to nekako dojela, pospravila v svoja prepričanja in tako. Zato mi imamo zdaj drugo, se pravi tole, drug tak podcast, kjer spreminjamo prepričanja. Se pravi, veš, kaj to pomeni? Mi bomo pa tudi posneli vsa moja čistila, ki se ti iz leta v leto nabirajo, pa v enem je toliko še čistila, v enem toliko, pa tako v glavnem. In jaz, kadarkoli pogledam, imam malo slabo vest, ali pa si mislim, pa kaj meni toliko tega treba. No, glede na to pa, da sem sprobala s tema 2 krpicama in sem bila nervozna, ker nisem mogla zmočiti, pa drgniti, pa pol splahniti krpico, že to, zato sem rekla, da rabim izkušnjo, to so prepričanja, s tem smo zrastli, a veš? S tem smo zrastli mi. Mi moramo najprej iz glave to dati, prvič iz glave dati ven to, da čistimo, prvič v glavi, zdaj že vemo, da je to kemija in da to ni dobro. Ne? Mislim, prej, ker sta to razlagale kemija, pa to smo pozabili povedati. Ne? Vedno več je otrok z alergijami in odraslih, astmami in tako naprej. Definitivno je to tudi sad teh čistil in vsega tega, mislim, ker pač nikoli ni človek živel stok kemije okrog sebe. Ne? A je tako, ne? En, ko sem čista, jaz en vrtec, ko so me pač poklicali, ampak tako sila prilike jim je bilo, ne? In sem jaz čista seveda zenjo, ne? In seveda konc tedna, ja, gospa, kaj vi uporabljate, kakva ogledala, vse super. Sem rekla, ja, voda, ne? In ko sem je to razložila, ne, so bile brez besed. Ja. Ni bila, recimo... Prav okna tudi pa steklo. Vse. Ogledala, ko imajo otroci v igralnicah. Ko tu se odgledajo in se ljubčkajo, ne? Ja, seveda, in se ljubčkajo in imaš poln usec zgor, ne? In ja, tam je pa stelek zgor, ne? Ja, stelek. Zelo domač tukaj. Ampak si zdaj predstavljaš? Ogledalo je polno steleksa, zato ker ostane na površini. In jaz, ko pač vidim te otroke, mene pač pri srcu boli, ker vem, da ližejo dejansko čistilo. In zato mi je toliko bolj pomembno, da se to razširi, da mi res spremenimo svoje navade, da spremenimo svoje gledanje na to, kaj smo si naredili z tem načinom, ko ga imamo danes. Ker je na času, da začnemo pri sebi, da gremo korak naprej in da rečemo, kako lahko jaz zdaj prispevam za naravo, za zdravje, za okolje. Kaj lahko naredimo? Evo, če želite celostno preobrazbo življenja, gledajte podcast Akt, naučili se boste o financah, o čiščenju, naučili se boste o permakulturi. Vse, različne teme. Veš kaj, bom še nekaj vprašala. Ne, ampak tako pravimo holistično, ne, tako celostno, vse, kar mama, kar povezuje se, pa totalno nenamerno. Mi povaba ljudi, ki nama zapašajo. Ne. Ampak je res, vidiš, kako se dopolnjuje prav vsaka stvar. Ja. In spremembe se naredijo samo tako, da se mi pogovarjamo. Da se mi pogovarjamo in s tem iskreno vplivamo tudi na druge, ki bodo to začutili, ki bodo to želeli, ki bodo iskali rešitve, ker meni je, mislim, res mi je too much, če je samo sebi namen. Zato, ker čakaj, zdaj ti za meni govoriš o ne vem kakih problemih, daj mi rešitev tudi, ampak rešitev na naravn način, rešitev, katero bom jaz z lahkoto sprejela, ker sem jaz tudi naravn človek. In samo takrat lahko delamo na dolg rok, na nekaj dobrega. Če je v najvišje dobro celote. Ker če je to zdaj samo za nek denar, bi se reklo, ali pa za nekaj, te nismo nič naredili. Če pa je to za najvišje dobro celotnega planeta, celotnega človeštva, potem pa je vredo. In zato jaz rečem, lahko uživamo. In prej, ker si rekla, moramo rivati. Ne, gremo v stran, gremo na lahkoten način, ker to je življenje. Življenje je lahkotno, življenje je samo sem. Tukaj sem, vzamem krpico, narejem se, ne obremenjujem, ki moram kaj kupiti, kaj zdaj narediti. Meni bi bilo to super. No, tukaj vidim, da imate vse tele, kako bi rekla, certifikate za ekoprodukte. Me pa zanima tole, šolo metode Enjo. Kaj to pomeni šolo? Vi imate šolo?
Ja. Ima se šolo? Ja, se si rekla. Ja. Jaz ne morem zdaj kar danes brez vode čistiti. Čakaj, kaj si to predstavljaš? Ja. In potem smo pred leti, smo se srečevali s tem, da so rekli, pa jaz zdaj ne morem. Glej, če je šola, bo šel zavedno v to. Ja, Kaj to je zdaj? res, avtošola. Najprej gremo, analiziramo, kaj delaš, začutiš svoj problem. Ne? Ti zdaj ga že začutiš, ti ga že tudi. Ja. Aha, se z tega zavedaš. Moramo analizirati, drugače ne vemo, ki zdaj, ne? Če v žuli. Potem iščemo rešitve. Kakšne rešitve pa si že našel, kaj že delaš, kaj te moti. In takrat, ko se on zaveda svojega problema, rečemo, svoje težave, svojega izziva, takrat lahko rečem, glej, to pa bi bila rešitev. Mene je prepričala, meni je fajn. Pokažemo, sami lahko ljudje probajo in potem naj se tudi sami odločijo. Ali jim bo ta način, bo jih peljal naprej, bo jih spodbujal v življenju, bo jim dal drugačno življenje. In zato šola. In vsak v 3 korakih, se pravi v 3 šolah, začetna, nadaljevalna, obnovitvena, uspe spremeniti svojo navado. Ampak kaj to pomeni? Mislim, zdaj me pa res zanima tudi to, kaj to pomeni, da zdaj jaz imam tam čistila, jaz sem to uporabljala, kaj, ne? Nam zdaj tega proč metala, ne? To je denar, ne? Če te Ker na koncu tudi to, namreč, ker to bi še pa naprej vprašala, te stvari tudi nekaj stanejo. In kako jih, na primer, obnavljaš v tem smislu, ko ti zdaj zamenjaš en sistem za drugim, ne? In ti moraš zdaj kupiti to, pa to, pa to, pa to. In to je verjetno, mislim, a ti tle piše, kje sem videla tam tisto vašo tako zelo lepo, tiste kroge, 50%, ali kaj že tisti? Ja, tam tisti mali letakec, zame ta prvi, glej. Ta prvi. Tale, ja. Ja, ne? Je 50%, prihranimo 50% časa in denarja. Kaj to pomeni? Čas ste razložile, kaj to pomeni denarja? Jaz bom zdaj samo to povedala, ti z čistila bom do konca porabila, pol bo pa Tatjana povedala o prednostih. Če zdaj pijanec se zaveda, da je odvisno od alkohola. Leke najdejo vedno odgovor. In pol boš mu tudi rekla, veš kaj, to ti lite ruma, pa se še zdaj spi. Pa bom rekel, čakaj, jaz sem zdaj pripravljen drugače. Ja. On zdaj je pripravljen skozi tvoje govorjenje, skozi tvoje navdušenje, skozi tvoj podcast reči, pa porka, to ta čistila mene uničujejo. To ti alkohol mene uničuje. Pa ga zliješ v umivalni. Pa ga daš tisti prijateljci, ki še želi, tisti mami, ki še želi domu, kaj jaz vem, nekam se odpelje ljudem, ki bodo to še uporabljali, ampak jaz se zavedam, da to danes meni škodi. Samo okna pa brez teleksa ne morem spucati, ne? Lahko. Se bojo. To bo zdaj zafrkalo, veš, to je Samo še Ja. Ja, ne gre mi v glavo, ne gre mi v Ko glavo. se sijejo, da jih rabiš počistiti 2-krat na let. Res? Res. In tu zdaj povej prednosti, Tatjana, povej zdaj prednosti, veš, kak jih zanima. Ja, se pravi Prednosti. 2-krat na leto očistiti, to pomeni manj. Manj časa, Ja? manj denarja po koncev. Ja. Ker tkanina drži 3 do 5 let, Tako. Aha. enkrat nabaviš, pa dolgo čistiš. In v tem času ne rabiš nič kupovati. Ne? Aha. Da 3 leta nič ti kupiš. Je varčevanje? Ja, da. Je varčevanje. Je S tem, kaj je površina popolnoma čista. Ne rabiš, to je generalka, ne rabiš več. To se očisti in imaš to vedno lepo. Tla, Pol okna. voda, ne? Voda, ne rabiš toliko prišparaš, vode. Se pravi, Voda. prišparaš Na času? na času, na denarju, Vodi. ker ne kupuješ več čistil, ne vedno Seveda. znova, bolje čisto, Tako. manj vode, Manj dobri vode. argumenti, Zdravje dobri. ohranjaš. Ja. Zdravje ohranjaš in dobri. začeten vložek v primerjavi z čistili, ki jih kupujemo, pa krpe, pa tu še zdaj sesalce, pa metlo, pa to ne računamo, ampak Ja. računamo krpe plus čistila, ki jih porabimo na leto. Kaj bi rekel, koliko?
Na leto, daj, ajde. Moje čistila so vse razrečene z vodo že na Ja, se to vseeno, 18, ker jih porabljam celo leto. Ne vem, ne morem si niti Tudi jaz nimam predstavljati. pojma. Jaz sem, ker smo se z vami Koliko pa jih pogovarjala... imaš doma? No, to bomo videli. To bomo videli, koliko ja. imaš doma. Jaz pa mislim, da pod 500 evrov niti slučajno ne pridem s čistil. Mislim, Čistili samo. Čistili pa krpe, verjetno na leto, ne misliš? čistila, krpe, pa verjetno tudi pralni Jaz ne prašek, vem, če zato ker dam 100 zase evrov. pač računam, da sam perem. Ne? Ja, Jaz ne vem, če dam ja 200. na letno, sigurno to. Pod sihrne. Ne? Ne. Mi zdaj smo računali v povprečju, nekje tak 4-članska družina. No, jaz sem zdaj računala zase, ne? Ker Ja. tudi če Ja. si zdaj ti 4-članska ali pa jaz, Ja. gre takoj na polovico. Ne? Ja. Mislim, jaz moram vsakem primeru Niti kupiti. ne, veš, zato ker stanovanje je isto. Ne? Ja, Ti imaš no, okna, to, tam ja. so okna, Ja. tla so, kuhna je, kopalnica Ja, je, ne glede, ja. ali zdaj 2 človeka noto živita ali 4. Veš? Ampak pač nekako rečemo, ok, nekje je 4-članska družina, si Ja. predstavljamo, aha, 2 sobi, ne, spalnica, kopalnica, kuhna, tak. Ja. Ampak vseh 5 površin imaš isto. Ja, ja. Tla, okna. No, saj to mislim, ja. Ja. Tako da začetni vložek v Enjo je manj v primerjavi z čistili, če vzamemo 250 evrov na leto. In krat 4 je 1000 evrov, jih nobeden ne vidi, ja, ker se nobeden ne beleži, kaj vse v trgovini, pa v DM-u, pa v Müllerju, pa kaj zvem, kje kupimo. Tudi zdaj, če ti koncentrirano kupiš, pač kupiš v velikih litrih, seveda to razrečiš, ampak vseeno si potem dal nekaj denarja si mogel dati, pa še potem krpe. Tako da 1000 evrov damo v 4 letih za čistila in krpe. Tako da tu pa damo Koliko? 680. 680. Kar lahko na obroke, kar lahko po korakih, pomembno je zavedna odločitev, Aha. za prihranek časa, takrat bom jaz vse prednosti imel. Če bi imel za samo eno krpo, mi ne bo nič pomagalo, Ja, ker ja. bo ta krpa draga in potem jo bom dal v predal, mi ne bo uporabna. Pomembno je, da pač res vsak dan uporabljamo, da je to res non-stop v uporabi, ker takrat smo mi privarčevali na času, takrat smo mi vse zajeli. In tukaj smo zdaj spet pri pijancu, če on reče, ok, danes predrago mi je, bolan sem, ne morem, daj ti zdaj to v stran, pij vodo, ki je zdrava v Sloveniji, čista, naravna in bo hitreje obnavljala tvoje celice v telesu, daj ti zdaj živi naravno. To je v bistvu kar orang revolucija, veš, tudi nasploh, ker zdaj smo še nekaj pozabili, se pravi, dobimo čisti zrak in predvsem še tudi bistveno zmanjšamo odpadke. Ja. Tle pa mene kupaš. Tle te kupim. Tle pa mene kupaš. Prej te ne. Ne. Mislim, prej moram definitivno probati, morate razumeti, jaz sem skeptik. Tudi zdaj lahko vprašate, bioenergija, z reikijem se te ukvarjamo. Še 2 leti nazaj sem, jaz še zdaj, ko kaj novega vidim, mi reče zapri oči in se sprosti, jaz gledam tako z enim očesom in čakam, kaj bo mahal. ampak ko se prepričaš- Ko moram videti, ko se prepričam, ampak še Zdaj si zmeraj... reiki mojster, ne? No. Nisem še mojster, Druga stopnja, ampak pred enim letom pa pol, če si ti je kdo reiki omenil, si rekel, to je moško, ne? Tudi Ja, malo, ja, ne? ja, ja. A? Ja, veš, in je prav, da si skeptičen, ker mi imamo spet vsega preveč. Nisem In tudi skeptičen, znanja. radoviden, veš, mene Ja. zanima tako, Ja. če deluje, pol, wow, ne, valjda, Ja. se pravim, jaz zagotovo, če je to vse, kar smo rekli danes, če drži, jaz zagotovo vidim, da mi to prav pride. In finančno, in zaradi narave, in zaradi tega, ker verjamem, in zaradi tega, ker mi je to na koncu koncev zanimivo. Sej, to je, mislim, zdi veliko bolj zanimivo, kot da tam z unimi mokrimi pa špricam skozi pa tako, ne. Ja. Jaz moram, se pravi, jaz gor delam, pač imam en posel v Kranjski Gori, kjer dajem stanovanja in jih pač tudi moram bolj čistiti, ne. In jaz moram iskreno reči, da se pride kdaj dan, ko spucam 2-3 stanovanja in imam probleme z dihanjem. Mislim, kašljam, imam probleme z dihanjem, ampak Ja, čutim, ja, da imam ja. nekaj v pljučih, a veš. Pride, ja. Ja. Mikrofon drži pred sebe, ja, da ne bo spet kaj narobe Jake. Hvala. z tonom, ne? In Je rekla in je zazvonil telefon. Kuba kliče, ampak to ne bom mogla zdaj, dragi moj, Kuba kliče. Tako da, to je ravno to, ne. Fino je, ker mi imamo takšen sistem, da lahko probaš, da se lahko sam prepričaš,
da tu zdaj ni neke fige v žepu, ni zdaj nekaj, jaz pa zdaj imam tu, pa, ja. Daj se sam prepričaj. Večinoma ni in problem po potem- mojem s tem, da bi bila figa v žepu, ampak s tem, da je nekaj novega in ne veš niti kaj pričakovati. Ni Ja, in da si problem. navajen, z vodo, da si navajen, da si dobesedno, jaz sem videla, v čem imam problem, navajen si zmočiti, a veš, Ja. krpo. Ja. In se počutiš, da je nekaj narobe, ker je ne zmočiš, a veš, kaj je ne zdaj? splahneš, ne? Ker nam je, a veš, mi imamo te poti noter, pobrišeš in je umazano in moraš sprati, ne? Ja. Tukaj je pa zdaj drugače, ne? Ja, pa ni pa zdaj take velike razlike, veš, samo da se rečem, pipo me je zaprto. Ja. Ja, pipo me je zaprto. Ja. Ne? In zato imamo mi pač take te pršilke, ker pač damo 500 ml vode noter in potem tu bo vode dovolj. Res bo dovolj vode, ne rabi biti strah, pipo me je zaprto. Ne? In pol lahko ti sproti, veš, pri kuhanju. Ne, Ja. Tatjana, Sproti. Krompir, ne, kuha se krompir. Ja, je že ta čas kuhno, grem z suho krpo že čist. To moram tudi jaz In reči. ko mi zavreje, že dam na malo in imam jo že kuhno, recimo lahko. Ali pa ne vem, v marcu obrišem, karkoli, ne. Ker če imamo pa čistilo, pa ne moramo se zdaj tam čistil špricati, pa krompir, pa tako. Ja, ja, Ne? točno, res je. Je pa to drugače, ne? In zato je fajn, da lahko sprobaš, da lahko vidiš, da se lahko sam prepričaš in da potem rečeš, wow, vidim, to je moja prednost. To je moja prednost, deluje, moja površina je čista, ker mi lahko kažemo bilo kaj video, imamo 100 jih posnetih, ne vem, nikaj ni. Jaz med korona časom tudi doma se snemala, kako čistim okno, kako čistim zelenem kuhalnico. kavču, ne? Ja. Na zelenem kavču imam veliko gostov, ki pač potem sami povejo svoje izkušnje, kaj je njih pripeljalo do Enja, kaj je njim prednost v tem in fino je, da res pač začnemo nekaj spreminjati, da začnemo nekaj narediti, ker delovni smo vsi v Sloveniji in jaz mislim, da je to, da lahko uspemo. Da lahko uspemo. A se ti zdi, Maj, naprimer, to me zanima, naprimer, moški interes. Če bi danes mi, naprimer, imeli tukaj na zelenem kavču, naprimer, eni, ki bi razlagali o bormašini, ali pa... Mislim, da imate napačen pristop ženske nasploh, se pravičujem, bom še enkrat začel. Prav imaš. Mislim, da imate napačen pristop. Mislim, da smo v 21. stoletju in moški smo veliko bolj uporabni, kot samo odprti in delamo stvari drugače. Ni več to, mislim, mi smo različna generacija. Meni se zdi, da je odvisno od človeka, kakšen je. Ne ali moški ali ženske, ampak odvisno, kakšen človek si. Jaz poznam moške in ženske, ki imajo totalne štale doma, prideš na obisk in ne veš, kako lahko tam živijo, pa nima veze, ali je moški ali je ženska. Ja. Poznam marsikatero žensko, ki doma pošraufa in povrta kaj. Tako da ne bi ločval jaz na ta dva dela. Ne, jaz veš, zakaj te provociram. Ker se mi zdi, da bi znali, naprimer, to moški celo prej sprejeti kot ženske. Če bodo, jaz mislim, da mogoče, da bodo sprejeli kot orodje. Je pa res ena stvar. Ja. Moški smo pa zelo tako smo brali knjige, ne? Mi smo pa popakirani, je pa mogoče nekaj v tem, da recimo lahko bolj zložiš nekam v eno škatlo in se bojo zajemeš. Ker to mene recimo kot moškega moti, ko so čistila, moram imeti vrečko ali pa škatlo ali pa nekaj moram, pa nosim okrog, pa nič nikoli urejen. Če imam 5 tehle, pa šprico vode, hvala. Ne? Vidiš, in to je to, kar si prej vprašal. Veš? Ti si prej vprašal, zakaj zdaj po barvi. Ja. Veš, tako da ravno iz tega konteksta je fino, če mi vemo, zelena rokavica je za kuhinjo. Zelenjava je zelena, paprika je zelena, ja, salata zelena, to je zeleno. In naj ostane v kuhinji, ker je tkanina tako narejena kot palma, da pobira maščobo. V kopalnici uporabi vedno belo, ne pojdi za zeleno v kopalnico, kar se veliko krat včasih ne vpraša, pa zdaj imam eno, ker pove to dovolj. Kaj pa Belo. Ta je samo reklamna. Reklamna je. Ta je reklamna. Aha. Ker bela tkanina je drugače narejena, po strukturi je drugačna. Takrat jo uporabi vedno v kopalnici. Plus tega boš
bo vsaka stranka takoj vedla, vzamem jih iz pralnega stroja, kjer jih vse Bela je skupaj tako, nismo lahko bila bere. čudna barva za brisati umazanijo, to se ful pozna. Ampak pol. v kopalnici pa mi Kopalnici? gre nekako A res? logično. Ja, noter, A ne? res? gre Ja. skupaj. Ja. Ja. Ker so umivalniki so beli, veš, Ja. bane Aha, so okej. bele in potem si tudi takoj povežeš, da je to belo in neka sijoča čistoča. Ne, tako Ja. fancy. In tam je tkanina drugače obdelana, tam je tako na špic rezana. In zato je tudi fajn, ko ti vzameš iz pralnega stroja, rečeš, to je bilo v kopalnici, aha, to je bilo v kuhinji, aha, to je bilo, to je to. Eno Kaj pa ta vprašanje, oranžna je? Prah. Je Prah, prah? ja. Aha, samo za prah? Samo Kaj za pa prah. modra? Modra pa imamo okna. Okna. Aha. Okna, šipe, In to pomeni, zdaj pa kako ti, glede na to, da vidiš. A lahko na samo primer- nekaj vprašam Ja. še prej. Stranišče, kopalnica, kaj pa stranišče tam, kjer je rumeno, no? Po školjki, kjer kakšen moški kdaj fali ali pa kaj ne. To tudi brižeš in potem ne umijaš? Tisto enkrat na teden naredimo Okay. in takrat potem damo prat krpe. Okay. Tako da pač res v umivalnik, tuš, kabino, bano, vse čistimo sproti, čistimo, obesimo, WC naredimo enkrat na teden, potem damo prat. Če pa so zdaj mali fantki doma, ker mamica želi to vsak dan očistiti, pa potem vzame manjše Še. krpice in tiste očisti, pa potem da v prat. In kako veš, da naprimer, kolikrat pa z eno krpo, naprimer, koliko dni ali pa kdaj veš, da jo daš prat? Ali jo daš prat takoj, ko si v kuhinji, če si več delala, več čistila, več ne, kakšna delavnica, pa zdaj pa želim razturati. Ja. Takrat rečem jaz, takoj daj prat. Daj takoj prat 30 stopinj, 40 do 60, 30 minut, 40 do 60 stopinj, brez meščalca. Ok. Boš jih vzela iz pralnega stroja, takoj obesla, bojo takoj spet uporabne. Drugače pa lahko vsak dan, cel teden uporabljaš in daš enkrat na teden. Se pravi, z pralnim praškom, brez mehčavca, na 30 do 60 stopinj. 4 leta. 4 leta. To je boljši je tekoči prašek. Ne? Ja, Ampak tekoče, ja. malo praška, Ja, zelo ja. malo praška. Spet manj je več. Ja, A? spet manj je več. Ja. Ja, manje, mislim, neverjetno. Res, mi bomo še zdaj posneli, tako da bomo videli, koliko imam jaz čistil in koliko. To se pravi odločitev. To je tako, da nehaš kaditi. Tako. Naprimer, Pridružite se nam, Ja. dajmo narediti revolucijo, dajmo narediti spremembe. Mi v Ker smo vsi Sloveniji na isti ladji. Smo vsi na isti ladji, vsi smo povezani. Vsi smo povezani. Gremo delati celostno živeti. Ne? Celostno, Od ja. jutra, odkar se zbudimo, pa dokler gremo spat, probimo narediti kombinacijo tako, da čim manj onesnažujemo, Ja, da čim manj ja. kemikalij vnašamo v svoje telesa Ja. in v naravo, ki je v bistvu izraz naših teles. Ja, zunaj in in znotraj. Čim bolj odstranimo vzorce, ki nas Tako. bremenijo, ki nas delajo bolane. počistimo tudi z Čim manj vsemi alkohola. smetmi in z vsemi, kar se je nabralo skozi toliko let. In rečemo, ne, ni treba, lahko se postaviš na glavo in lahko čistiš brez vode in čistil. Veš, jaz to zelo poudarjam, ker sem se sama sebi toliko smejala. Veš, ker sem videla, jaz sem mislila, da to bom 1, 2, 3 lahko tako naredila. Pa sem videla, da me prav fizično, veš, da imam fizičen neki Odpor. Ne odpor, jaz bi si želela samo, da me je fizično gnalo, da je tako globoko v meni to in hkrati ta absurd, da nikoli nisem pomislila, kako bi se temu čim bolj, se je zdaj že začela, veš, da so ekološka čistila pa tako, Ja. ampak že spet so neka čistila. V plastiki, ne? Ja. Ja, pa v plastiki so, ne, če neš drugega, ne. Ja. V vsakem primeru, ne. Torej, če gremo, res lahko veliko tle naredimo, ne. Veliko. Veliko. Ja, hvala, da smo se srečali, hvala vesolju, hvala. Ja. Gremo zdaj malo probat, ne? Gremo? Gremo? Gremo. No, vse dodatne informacije Ja. lahko preberete od spodaj. Tako. In, Pa še enkrat se bomo zahvalili Janu za naše mikrofone. Like, share, subscribe. ja, tako. Hvala Hvala. lepa, Hvala. hvala. Zunaj si je sonce. Adijo. In Čudovit lepa razgled. narava nas čaka. Čau. Čau. Čau.